Prisrčno vas pozdravljam v naši knjigarni, kjer bomo danes predstavili knjigo Luize Pesjakove Pesmi za slovensko mladost v zrcalu Biedermajerja, avtorice doktorice Urške Perenič. Posebno veselje mi je, da bomo knjigo pospremili v svet ravno v dneh pred slovenskim kulturnim praznikom in da bo današnji dogodek neke vrste uvod v kulturno dogajanje tega tedna. V naši sredi pozdravljam današnje tri goste. Prisrčno dobrodošlico izrekam dvojnemu doktorju, gospodu Igorju Grdini, znanstvenemu svetniku na Inštitutu za kulturno zgodovino Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU in avtorja mnogih znanstvenih monografij z področja literarne zgodovine in glasbe. Prisrčno dobrodošlico izrekam doktorici Urški Perenič, predavateljici na Filozofski fakulteti na oddelku za slovenistiko in višji znanstveni sodelavki na Inštitutu za kulturno zgodovino Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Prisrčno dobrodošli tudi vi in lep pozdrav tudi našemu tretjemu gostu, doktorju Andreju Rozmanu, bivšemu rednemu profesorju za slovaško književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in izjemnemu, odličnemu prevajalcu iz češkega in slovaškega jezika. Vsi trije prisrčno dobrodošli v naši sredi. Doktorica Perenič, prvo vprašanje bi rada namenila vam. Pred nami je čudovita knjiga s pomenljivim šopkom vijolic. Naslov, na prvi pogled dolg, prepričana sem, da tehtno izbran, obljublja zelo zanimivo branje. V knjigi ste nekako kot v šopek vijolic vpletli poezijo Luize Pesjakove, duh Biedermajerja in čtivo tiste dobe za otroke in mladino. Nam lahko zaupate, kako ste prišli do tega zanimivega in dišečega šopka, če mi dovolite to metaforo? Luiza Pesjakova me spremlja že skoraj 2 desetletji in tako je bil čas, da se nadrobneje lotim tudi njenih poezij za otroke. Seveda me je k temu spodbudilo tudi dejstvo, da to še ni bilo doslej primerno, spodobno obdelano. Najbrž pa me je nagovorila tudi zato, ker je bila stara približno toliko, kolikor jih zdaj štejem sama, ko je pisala te pesmi. No, te pesmi so v resnici nastajale daljši čas, na vsak način pa v zadnjih 30 letih njenega življenja. Objavljala jih je, kot ste gotovo prebrali, prvem resnejšem mladinskem listu pri nas z naslovom Vrtec in seveda tudi pomenljiv naslov, kar to pomeni vzgajati, kultivirati, jih vzporedno pisala tudi v nemščini in potem seveda objavila v pesniški knjigi, ker vemo, da je knjiga vendarle tisto najpomembnejše za ustvarjalca. Pesmi so me razen tega nagovorile tudi zato, ker se mi je v nekem trenutku posvetilo, kako je mogoče, da nihče ni opazil, da gre pravzaprav za sijajen primer Biedermajerja, ki poleg tega pri nas v literarni zgodovini tudi ni bil deležen praktično nikakršne pozornosti. Sprva sem bila malo prestrašena v tem smislu, ali ne sploh uporabim to oznako, če ni uporabljena v tej uradni literarni zgodovini. Vendar se mi je potem zdelo, da sem dovolj stara, da si lahko to privoščim in da to imenujem Biedermajer. In to ne zapozneli Biedermajer, ker vedno govorimo, da je pri nas vse zapoznelo, pač pa preprosto slovenska različica Biedermajerja. Hvala lepa. Da naredimo nek tak časovni okvir ustvarjanja Luize Pesjakove. Kot razumem, je ustvarjala pretežno v drugi polovici 19. stoletja in se, kot vemo, gibala v meščanskih krogih, v katerih so bile literatura, glasba in kultura na splošno zelo cenjene.
In že kot mladenka je rada obiskovala gledališče, gojila je ljubezen do pisane besede. Pa bi vprašala vas, gospod Grdina, kakšno je bilo meščansko življenje v tistem času, katere vrednote so bile pomembne in kako se je duh tega časa odseval v družini Lojze Pesjakove, sprva v njeni primarni, kasneje tudi v družini, ki jo je ustvarila s soprogom Simonom Lukom Pesjakom, ter kakšno mesto so zavzemale ženske v družbi tedanjega časa? Ja, ste nasuli vrsto vprašanj. Ne vem, če bom znal na vse odgovoriti. Gre pač za to, in tu je posebnost Biedermeierja, ki prihaja do izraza tudi v tej knjigi, da je ta, recimo, stilna formacija izrazito segmentirana. Medtem ko romantika teži vendarle k neki enotnosti, celovitosti, je Biedermeier drugačen. Tukaj kolegica govori o otroškem Biedermeierju. Lahko bi seveda našli edine poprejšnje opombe pri Janku Kosu v zvezi z zdravljico in recimo tistim začetnim in končnim štimungom, ko se vse dogaja v nekem gostilniškem omizju. To je nekaj čisto drugega, ampak imamo pa tudi še tisto literaturo, ki bi jo označevali kot svobodomiselnost predmarčne dobe. Torej nekaj takega, kar Anton Alexander Auersperg piše. Torej človek, ki ga je sam Metternich nekoč pozval, da si ga je ogledal kot glavnega opozicionalca. Torej, Biedermeier v tem smislu ni enoten, ampak je več glav. In zdaj, tako kot je ta stilna formacija takšna, takšno je bilo tudi življenje meščanov. Na eni strani so seveda meščani, ki so to zaradi svojega premoženja. Torej, tisto, čemur se reče buržoazija. Ali trgovci, ali seveda neposredni producenti, ali oboje, pa seveda še kakšni gostinci in kaj podobnega. Potem imamo pa še vsaj dve skupini meščanov, in to je eno izobražensko meščanstvo, torej tisti, ki si z diplomo na univerzi pridobijo vstop v meščanski krog in ki dobijo tudi takšno volilno pravico, s takšno močjo. In seveda je tukaj še uradniško meščanstvo. Zdaj, poglejte, sej ni čudno, da je potem toliko razlik, kajti neki izobraženci imajo čisto naravno drugačne ideale in jih prinesejo z Dunaja, z Gradca ali celo še odkje odlje, kot recimo uradniki, ki so razmeroma, zdaj, če so višji, dobro plačani, ampak ti pa morajo razmišljati izrazito v okviru, kot se je takrat reklo, Ordnungsdenken, torej v okviru reda. In zdaj seveda ta literatura absolutno ne more biti enotna, ki jo ustvarjajo tile ljudje. Recimo uradnik, ki je literarno pomemben v Ljubljani, recimo Franz Hermann von Hermannsthal, ki v nemško-avstrijsko literaturo uvede gazelo. Preko njega pride gazela tudi praktično takoj do Prešerna. To je ena stvar. Druga stvar je seveda Anton Alexander Auersperg,
ki ga je tudi Prešeren cenil kot svobodomiselnega pesnika. In seveda Lojza Pesjak, ki je imela pa ob vstopu v literarni prostor najboljšega botra, to je Franceta Prešerna, ki je posvetil pač en sonet in jo nekako vzpodbudil. Torej, in to je težava verjetno Biedermeierja, ker je tako zelo segmentiran, na neki način neenoten. Ni gora, ampak je nekaj hribčkov. Da rečem s primerom. Nikjer mogoče nekaj posebej izrazitega, kdo danes recimo prebira in ceni tiste svobodomiselne tirade Antona Aleksandra Auersperga. Ulice še imajo v nemški Avstriji po njem poimenovane, ampak kaj drugega pa ne več. Bere tega noben ne več in tudi, ko gledamo nemško-avstrijske literarne zgodovine 19. stoletja, smo mogoče najbolj presenečeni, da se omenja Auersperg samo v zvezi s Prešernom, celo v nemško-avstrijski strokovni literaturi. Skratka, ti meščani so tako ali drugače neka jagoda v torti tedanjega sveta, ampak eni pridejo do tega sami, drugi so pa tja posajeni po volji vsemogočnega kanclerja Metternicha in njegovega aparata. Skratka, na eni strani samozavest, na drugi strani odvisnost. Na eni strani seveda sledenje velikemu svetu, na drugi strani seveda tudi iskanje lastne poti, kajti kdor je napravil premoženje sam, je seveda lahko bil samozavesten in je rekel pač, tako bo ali pa ne bo, ker je sam plačeval za marsikaj. Hvala lepa za ta izčrpen oris. Bi pa vprašala vas, gospod Rozman, tovariš Rozman, kakšno mesto pa je tedaj pripadalo ženski? Ker, kot vemo, veliko pesnic pa le ni bilo v tistem času. Ali pa jih morda literarna zgodovina še ni prepoznala kot take? Kaj menite o tem? Ne vem, če kaj menim o tem, ker se s tem nisem ukvarjal, ampak to dela. Jaz bi rad povedal, kakšen občutek sem imel pri branju te knjige. Dobil sem občutek, gledajte, vsaka generacija literarnih zgodovinarjev mora prevrednotiti obdobja slovenske ali pa tudi slovaške literature. In to je neka dobra spodbuda, torej, da je nastopila prihaja generacija, ki bo prevrednotila obdobja slovenske literarne zgodovine in predvsem je pomembno, da se prevrednoti 19. stoletje, ker 19. stoletje je bilo tudi se je oblikoval slovenski narod, oblikovala se je slovenska književnost in seveda bilo bi pa treba, da bi, ker smo Slovenci zahodnoslovanski narod, zdaj bi bodo pač rekel, da to ni res, ampak je res, ker tudi miselno spadamo v zahodnoslovanski svet, centralno, da bi enostavno torej povezali in s primerjalne literarne zgodovine naredili, kako se je razvijala, recimo, kako se te narodne pobude razvijale na Češkem, na Slovaškem, na avstrijskem delu Poljske in v Sloveniji. To je zelo pomembno, ker, gledajte, skozi celo 19. stoletje je prevladovala tudi pri nas ta ideja slovanske vzajemnosti Kolarjeva. Brez tega, kot 4 jeziki slovanski in tako naprej. Ampak so se povezovali, ustvarjali, izdajali so knjige, izdajali so
torej so se informirali drugega, kaj se počne. Recimo Slovaki so dobivali informacije o dogajanju v Sloveniji ali kulturnem dogajanju iz Češke. In prvi prevodi, ki so bili iz slovenske književnosti, so bili prevedeni iz češčine, ne v slovaščino. To so take zelo zanimive zadeve in jaz, ko sem študiral v Bratislavi pred pol stoletja, takrat so recimo slovaški literarni zgodovinarji pripravljali novo prevrednotenje slovaške literarne zgodovine, obdobij. Ampak to je bilo tako, da ti starejši so pripravljali gradivo, ta mlajši so pa študirali. In vsi so mislili, kaj bo to marksizma, leninizma noter. V uvodu ja, ampak v naslednjih poglavjih marksizma, leninizma ni bilo. Ampak so enostavno pokazali torej ta razvoj, kako se je dogajal. In seveda tu so tudi razlike, velike. Čeprav recimo, da Slovence in Slovake zamenjujejo, mi smo imeli to srečo, da so bili pod Avstrijci, oni so bili pa pod Mađari. In do leta 19 niso imeli ene svoje šole v svojem jeziku. Vse je bilo mađarsko. Tako, jaz se recimo vse bolj se ukvarjal s tem 19. stoletjem, pa tudi starejšimi obdobji češke in slovaške književnosti. In zdaj, da to vaše vprašanje, kak položaj je bil žensk v 19. stoletju, ne vem, ne. Druga stvar je, to je treba 8. marec vprašati. Da one se zelo poglobljeno s tem ukvarjajo. Tako da, mislim, da je ta Urška začela neko novo obdobje v slovenski literarni zgodovini in to mi je jako všeč in mi bomo tudi, kar se da, pomagali pri tem. Ne glede na bojkot. Če smem, Odličen načrt, da izvolite. Ja, ko gre za ta obdobijski pristop, če bi že omenjen v narekovajih najpomembnejši inštitut v državi, se opravičujem, ste me potegnili za jezik, v narekovajih, bi mogoče rekla to, da seveda je za to književnost zelo pomembna vloga in položaj ženske, še več. In to tudi zapišem, njeno občutenje in konkretno to materinsko občutenje je pri njej v bistvu glavni vir navdiha in to je tisto občutje in tisti vir, iz katerega rastejo te pesmi. In na nekem mestu tudi zapišem, da je v času Luize Pesjak in za njo posebej pomembno to, se pravi, da je mogoče, da je hkrati in mati in umetnica, ustvarjalka in da to sijajno združuje. In to se mi zdi, je treba povedati v svojem času. In seveda bi bila velika neumnost, da bi na figuro Luize Pesjakove in ženske in njihov položaj tistega časa projicirali neke poznejše predstave, če hočete tudi današnje predstave, ker je to pri meščanski ženski nekaj drugega. In Luiza Pesjak je v bistvu kot osebnost fascinantna, ker poudarja vse to. Na eni strani je, se pravi, stoji na svojih nogah, je umetnica, ustvarjalka, še več, ni samo pesnica, je tudi pripovednica, dramatičarka, po drugi strani je pa meščanska mati in to je, kot sem rekla, glavni vir tudi teh njenih pesmi, njenega, če hočete, pesniškega navdiha. Kar pa se tiče prevrednotenja obdobij, se mi pa zdi, da bo to res potrebno, temu je bil namenjen tudi simpozij, oziroma simpozij, ki nosi to obdobje in je še vedno pod okriljem tudi oddelka za slovenistiko, čeprav se teme zadnjih let seveda niso vrtele okrog tega, ampak zagotovo bo to potrebno. Ob tem se sprašujem, ali sploh lahko govorimo o obdobjih v poznejšem času, zagotovo pa bo treba prevrednotiti ta starejša obdobja. No, to je bil omenjen zahodnoslovanski kontekst, ki je brez dvoma pomemben, čeprav pri Luizi Pesjakovi je zelo pomemben ta tudi kontekst njenega časa, tudi avstrijski prostor, širši nemški prostor. Ona je bila izjemno načitana, razgledana, tako da če govorimo tudi o nekih medliterarnih povezavah, je poleg nemške književnosti zagotovo pomembna tudi francoska, tudi angleška, se pravi ta odprtost, ta njena odprtost v svet, tudi prek literature.
Hkrati pa izvirnost, se pravi tudi ta individualni izraz in to, kar je ona bila. In če smem še nekaj, ko že omenjamo to prevrednotenje in se pravzaprav vračamo k tudi starejši, tradicionalni literarni zgodovini, mi je jasno pri tem to tudi navdih, zato ker so mi navdih predvsem starejši literarni zgodovinarji. In verjetno je bilo v nekem trenutku nujno se vrniti tudi k vprašanjem obdobij, stilnih formacij in podobnega. Toliko mogoče kot dopolnitev k temu razmisleku, ker je to pravzaprav povezano tudi, rekla bi, s trenutnim stanjem, če hočete, nacionalne literarne zgodovine. Hvala lepa. Ustavila bi se še malo pri njeni vlogi, torej vlogi matere. V vaši knjigi veliko pišete o času, ko je pogled na otroka zadobival povsem nove razsežnosti, denimo omenjate vpliv Rousseaujeve misli na dojemanje otroka in posledično tudi vzgoje. Pa bi vas vprašala še, kako se pa to kaže v njeni poeziji in ali je v povezavi s tem prišlo tudi do sodelovanja Lujze Pesjakove z urednikom vrtca, Ivanom Tomžičem, kako je prišlo do tega sodelovanja? Torej, kar zadeva sodelovanje, je to izpričano v sicer zelo, tako rečem, skromni pisemski korespondenci, pa vendar je. Lujza Pesjakova je bila cenjena literatka in kulturnica svojega časa in najbrž je bilo pričakovano, da se bodo obračali tudi na njo. Kar pa se tiče vprašanja, ki ste ga postavili najprej, kako se to kaže v njeni poeziji, pravzaprav na vseh ravneh. Knjigo tudi razdelim v 3 glavne sklope, se pravi narava, družina, družba. In tu se seveda motivno, tematsko, sporočilno vpisuje to v njene pesmi. Če dam samo nekaj primerov, denimo v razdelku družina imamo podobe meščanskega družinskega življenja, zelo izraziti odnos mati-otrok, seveda imamo tudi moško figuro očeta, meščanskega očeta. V razdelku narava je seveda prek narave komponirana v pesmi ta vzgojna funkcija. Ne bi rekla didaktična, ker to mogoče nekoliko razvrednoti, ampak prav ta vzgojni moment. Seveda je narava vedno nekaj, kar je spisano z božjim prstom, ampak v tem obračanju na naravo in tudi na nekaj višjega pravzaprav vzgaja tudi svoje otroke v neki, če hočete, ponižnosti, pokorščini, v lepem vedenju, v odnosu do stvarstva in tako naprej. Kar se pa tiče 3. razdelka, družba, tam pa pravzaprav meščanska mati otroka pripravi za vstop v družbo, se pravi, da ko bo išel iz te meščanske družine, iz zavetja doma, družine, bo pripravljen za vstop v svet. In da bi bil pripravljen za vstop v svet, mora biti seveda opremljen s čim? Tudi z znanjem, z vednostjo, z izobrazbo. Zelo izrazita je tudi ta, če hočete, verska vzgoja in tudi domoljubna vzgoja, se pravi ta ljubezen do domovine. In vse to nekako izpričujejo njene pesmi. Seveda pa mene Biedermeier ni zanimal samo na tej motivno-tematski sporočilni ravni, ampak sem ga skušala tudi nekako slogovno razdelati. Veliko sem se posvečala tudi tej pesniškemu jeziku oziroma ornamentaliki teh pesniških tekstov. Tole bi rekla zelo na hitro, pa pravzaprav povzemajoče. Vse to je Biedermeier, vse je ta duh Biedermeierja, se pravi na vseh teh nivojih, slogovno, motivno, tematsko in pa seveda sporočilno. Zdi se mi, da ste res zelo lepo tematsko razdelali njeno poezijo. Zelo všeč mi je bilo tudi, kako lepo ste notri vključili pesmi, pa bi vas prosila, če bi bili morda pripravljeni zdaj prebrati tole pesem Opomin, ker se mi zdi, da lepo spada, oziroma ga lahko to pesem lepo vključimo v ta vaš odgovor. Kar se tiče pesmi, sem jih dala tudi kot ponazoritev, ker se mi zdi, oziroma sem prepričana, da jih večina ne pozna. Hkrati pa najbrž nekoliko tuje delujejo tudi v jezikovnem smislu in mogoče to prisili bralca, da tudi sam prebere.
Sicer jaz mislim, da ne znam najlepše brati pesmi, oziroma to raje počnem potiho. Ampak se bom potrudila. Ja, ta pesem Opomin ima, mogoče še to povem, to podobo oziroma metaforo vrtca. Vrtec namreč pomeni ravno to, torej vzgojo, kultiviranje, kar je zelo pomembno, pri otrocih. Bi se pa rada mogoče čisto za trenutek ustavila še ob naslovnici, ker se mi zdi, da je takrat, ko smo to izbrali, dr. Šarbel lepo povedal, da je ta šopek, ki je na naslovnici, sijajna izbira, ker pokaže ravno to kultiviranost, s tem, ko je ovit zelenim trakom, se pravi, da so tu sledi človeške roke, ki ga je pač ovila v ta in pač napravila to pentljico na šopku vijolic. Vrtec goji mi prijazno, zlatolasi otrok moj. Tebi skrbno je obdelan, cvet in sad njegov je tvoj. Kar ti daje, vse nabiraj, bogat venec in sladak. Njega se spominjal bodeš, radosten še mož krepak. Tu duhovi cvetov mladih tvoje zibljajo srce, na uskrunjenem jezici k tebi divno govori. Spremljevalci bodo tvoji, dokler bode grev te svet, in do groba ne pozabiš blagoglasja njih besed. No, mogoče še glede tega blagoglasja sem se spomnila seveda na Pesjakovo in tudi na njeno izjavo, kako je potem kot ženska, čeprav je bila slovenščino v Krobatovem salonu vselej v stiku in so doma govorili jasno tudi slovensko, spoznala blagoglasje tega jezika in se ga začela skupaj s hčerkami sistematično učiti v 60-ih letih. Hvala za tako lepo prebrano pesem. Omenila ste 3 tematska polja njene poezije, torej poleg narave in družine tudi družbo. Tu pa imamo vprašanje zdaj za vas, gospod Grdina. Namreč veliko smo že govorili prej o meščanstvu, o družbi in kulturi v tistem času. Zdaj pa bi to rada navezala še na pisano besedo, zlasti na tedanje časopise in Mladinske liste. Omenjali smo torej vrtec. Bi vas pa prosila, če nam lahko malo bolj osvetlite, kaj je za tedajni čas pomenilo naročati in brati Mladinski list. Mislim, da ljudje nimajo čisto predstave, najbrž ni tako kot sedaj kak Cicido. Kakšno priljubljenost je užival, denimo ta Mladinski list in kakšen pomen je imel za slovenski jezik? Ja, mislim, da to je strokovnjakinja, avtorica knjige za tole vprašanje veliko večja, ker se je ukvarjala torej seveda tudi z možnostjo oziroma potencialom recepcije. Pa seveda nekaj, mi vendarle živimo zdaj v informacijski dobi. Danes informacije niso problem, ne? V 19. stoletju je to precej drugače, ne? Recimo iz Pariza potujejo vesti, da so potem objavljene, ne, v kakšnem avstrijskem časopisu tam 7-8 dni, ne. Torej, prvič je velik zamik časovni, drugič je pa seveda tudi potem mora biti informacija zelo kratka. Če berete tedanje časopise, vas preseneti predvsem to, na kako malo straneh, ne, večina časopisov izhaja takrat na 4 straneh, pa še kakšna priloga je potem, ne, včasih, kako iz teh 4 strani vendarle dobite, ko berete to stoletje pa pol pozneje, občutek, da vendarle vidite tisti celoten svet, ne, torej, beseda je veliko bolj dragocena. Današnja doba je doba inflacije, tudi v besedi, ne. Zdaj, seveda, je pa seveda nekaj, ne, da
je veliko višja zahteva, da si sploh pripuščen v časopis. Torej, biti tiskan v tistem času je pomenilo veliko več kot danes. Torej, to je bilo že neko potrdilo, da je človek pomemben. Zdaj, ko smo pa prej o ženskah in njihovih težavah v javnem prostoru govorili, moramo pa vendarle vedeti, da ženske v celotnem 19. stoletju v Habsburški monarhiji nimajo vstopa v, recimo, gimnazijo. Prva doktorica znanosti v Habsburški monarhiji, Gabriela Posaner, nekaj časa je živela v Ljubljani, je doktorirala nekaj let pred koncem 19. stoletja. Torej, izjemno pozno. Po drugi strani pa vidimo vendarle, in zato je Lojza Pesjakova takšen čudež, da zavzame neko pomembno mesto, kakor profesor Perenič pravi, Levstika so vsi opazili kot mladinskega avtorja. Nje, ki je bila pa poprej, pa seveda ne. Zdaj, je tako zelo nepričakovana. Če se spomnimo tiste znamenite drvarske pravde v slovenskem Šestomeru, ko je Levec polemiziral z Jankom Pajkom, ki je bil mož Pavline Pajk, pa je potem tam noter napisano tudi to, kako naj torej gospod Pajk bolj skrbi, da gospa Pavlina ne bo pisala takšnih neumnosti, pa da mesto ženski je, da možu srajco lika, močnik kuha. Mislim, to se danes bere kot neka karikatura, ampak vidite, nekaj je bilo pa pravičnega. Potem sta prišla skupaj sin Pajkov in hčerka Levčeva. In potem je Levec povedal, da tistih najhujših stvari ni napisal on, ampak Levstik. In res so zelo levstikovsko robate. Skratka, kaj hočem povedati, ali pa recimo, prva slovenska pesnica, še danes marsikje preberete, da je to Fanny Hausmann, pa ni znala slovensko. Nekaj se je učila, njen učitelj piše, stežka je šlo in kak stavek je prevedla iz Prešernove poezije v nemščino. Torej, to gradivo je v Mariborski univerzitetni knjižnici shranjeno in se vidi, da je šlo za mistifikacijo, so izrecne izjave o tem. Tako da prva je dejansko Josipina Turnograjska. Ampak je zanimivo, da se noben ne potrudi, Maribor je očitno zelo daleč. Če bi šlo v Pariz, če bi tam bili kakšni viri, bi to že spoznali, ampak Maribor pa je jako daleč. Glejte, in zdaj, če vse to skupaj nekako poskušam povezati, torej, po drugi strani, še nekaj, v Novicah pa tam okrog 1850, malo po 1850 preberete, ko se v Zgornji Savinjski dolini dogaja nekaj najhujšega narobe. Župan je nepismen, županstvo dejansko vodi poštna mojstrica. In da to je narobe svet. Ampak kaj to pomeni? Da ponekod so pa ženske vendarle bile bolj pismene v nekaterih okoljih in so jim zato bili pristopni nekateri poklici, ki jim sicer niso bili pristopni. Torej,
ker pogoj za poštnega mojstra je bilo pač, da je pismen, ne, poštni mojster ne more biti analfabet, ne. In zdaj, seveda, če moškega tam okrog Solčave nobenega pismenega ni bilo, je pač bila poštna mojstrica, ne. Ampak poglejte tudi, ne, recimo dnevnik matere skladatelja Risto Savina, ne, je bil izdan pred časom, nekaj tako groznega se pa res redko kdaj bere. Ne? Torej, ko jo pač tašča sekira, mož ji ni v oporo, ona pa piše dnevnik, ki je edina uteha, ki bi najraje šla, če ne bi bilo seveda otrok. Ampak kam naj gre? Saj ni poklica za žensko. Učiteljice, to je iz precej poznejšega časa. Ne? Tega se moramo zavedati, ko razmišljamo o ženski in o seveda čudežu, ki se pač reče najprej Josipina Tornograjska, potem seveda tukaj ta Luiza Krobat, pesjak, ki si je pridobila velikansko izobrazbo, to vidite recimo iz libreta Gorenjskega Slavčka, kjer popisuje vnaprej kariero svoje hčerke. Torej, ona točno ve, kakšen je njen tip glasu, torej foh, ne napiše ene napačne vloge in tudi dejansko napove, ker njena hčerka je debitirala v Dresdenski državni operi. Ne? Bila je potem učiteljica Anne von Miltenburg, ene največjih opernih div poznega 19. začetka 20. stoletja. Ne? Zdaj, vi ste tudi tam, ko ste pogledali družinsko zaledje, ne, teh staroslovencev, ste naleteli pravzaprav na presenetljivo zvezo, rodbinsko in precej ozko rodbinsko zvezo z državnim ministrom Šmerlingom. Ne, torej ena glasbenica, ne, ki se udeležuje slovenskih čitalniških prireditev. Ne. Skratka, to je en potopljen svet, ne, ki ga zdaj odkrivamo, ne, in tu je zdaj ena knjiga, ki to dela zelo temeljito, na sodoben način in ki pač resnično zelo spreminja sliko. In to, da rečem tako, v neki optimistični smeri. Ne? Ker če pomislite na to, kaj vse je bilo proti ženski v 19. stoletju in se vendarle uveljavi, ne samo kot zdaj tu mladinska avtorica, ampak tudi avtorica, torej prva slovensko pišoča libretistka pravzaprav, ne, dobro. Mihajl Lendovšek je malce poprej, pa seveda Anton Felix Dev, ampak to so neke sporadične stvari, medtem ko od Gorenjskega Slavčka pa se potem naprej vendarle tudi ta zapostavljeni žanr razvija v slovenščini. Ne? Zdaj tukaj je načelo seveda Luiza Pesjakova. Načelo, ne, kot ste pokazali, in tudi pri otroški literaturi. Načelo je, kar vaša poprejšnja knjiga govori, ena izmed poprejšnjih, torej pri pisemskem oziroma dnevniškem romanu. Ne? Torej, če je Stritar uvedel k nam pisemski roman, je Luiza Pesjak dnevniškega. Ne? Zdaj, to se komu zdi pač neka tehnikalija, samo poglejte, nekdo, ki niti ni bilo predvideno, da bi hodil v kakršnokoli šolo, pa se je pridobil vendarle takšen razgled po svetu. Ne? To je pravzaprav pa seveda hčerke vzgajati. Ne? Torej, in kot ste slišali, je to bila uspešna vzgoja, ne? Ker ta Helena Pesjak je vendarle v analih opere zabeležena. Ne?
In še marsikaj drugega bi bilo mogoče omeniti, in to v času, ko v Habsburški monarhiji velja, da ženske je treba držati nekje v drugem planu, ker bi bila civilizacija ogrožena. Celo taki argumenti so bili. To je obdobje tega najprimitivnejšega biologizma, ne? In pač ker so opazili, da ima ženska pri avtopsijah, ki jih je delal Rokitanski, za eno kavnovsko delo povprečno manj možganov kot moški, so rekli, da ni sposobna, ne? Niso pa seveda pogruntali, ne, ali pa upoštevali, da je seveda v povprečju bila tudi manjša, manj težka, ne, torej na tehtnici seveda, ne, in da ima enako možganja ali celo še več, ne. Ampak, glejte, ne, takratna vrhunska znanost je zlasti v Habsburški monarhiji, ne, torej Rokitanski je tisto ime, ki je zaslužilo za to podcenjevanje žensk, ki ga ni bilo niti v Rusiji, ga ni bilo v Švici, ga ni bilo v nemških deželah, ga ni bilo v Italiji, praktično nikjer drugje, ne. Ampak v Habsburška monarhija je bila pa nekakšen otok, ne, žalosten otok, ne, ampak to pozabljamo, ne, ko govorimo o veličini dosežkov, ne, in so impresivni, kakorkoli obračamo, in vaša knjiga pač na to opozarja. Ja, res je, tudi sama se moram strinjati, da je v tej luči zelo aktualna in jo vsem toplo priporočam, sploh mogoče zdaj v luči kulturnega praznika, ki se bliža, pa bi na to navezala moje zadnje vprašanje za vas, doktorica Urška Perenič. Če lahko tako rečem, v bogati galeriji portretov slovenskih pesnic in pisateljic, pesnikov in pisateljev ste že vrsto let redno obiskovalka, izjemno poznavalka njihovih del. Naj samo omenim vašo znanstveno monografijo o Josipu Jurčiču, pa našo pričajočo knjigo. Letos bo izšla tudi knjiga o Ivanu Tavčarju, čigar stoletnico smrti obeležujemo letos. In bi vas vprašala, kaj pa je tisto, zaradi česar se vaše oko ustavi na portretu Luize Pesjakove? Kaj vzbudi vašo pozornost? V čem je čar njene poezije in njene osebnosti? In zakaj jo brati tudi v današnjem času? Ja, spet veliko vprašanj. Mogoče samo za trenutek, če se vrnem še nazaj, ko so bile omenjene ženske. Jaz sem v knjigi objavila tudi, mislim, da doslej nepoznano sliko njene hčerke, Helene Pesjak, ki jo hrani Teater Muzeum, se pravi Gledališki muzej na Dunaju, in je zdaj tudi v knjigi. Jaz mislim, da res ni bila poznana. Na tej sliki je Helena v 39. letu. Mogoče me je pritegnila zato, ker sem bila takrat stara toliko, ko sem to pisala. In je že ločena. Ima znova dekliški priimek. Imela je pa Luiza še 4 hčerke sicer, ki so bile tudi, to je treba povedati, glasbeno in pevsko nadarjene, ampak je družina potem že nekoliko bila v slabšem položaju in si niso mogli privoščiti šolanja, tako da tudi to življenje ni bilo ves čas enako cvetoče, Pesjakovih namreč. Kar pa zadeva njihove povezave s Šmerlingom, pa bi spomnila še na Ano Pesjak, ki je bila prej tudi posredno omenjena, to je bila pa svakinja Luize Pesjakove, poročena, se pravi, starejšim bratom njenega moža, Antonom Pesjakom. In so odšli potem tudi živeti na Dunaj, je tam delovala, bila pa je aktivna in dejavna tudi v Ljubljani, kot pevka tudi pelajo na čitalniških prireditvah, o tem pričajo tudi mnoge objave v sočasni periodiki oziroma časopisju. Kar zadeva Luizo Pesjakovo, to ste me vprašali, ne? S čim navdihuje še danes.
Jaz v bistvu težko odgovorim, ker sem zelo naklonjena. Lahko rečem samo, da je ta pesniška figura oziroma tudi pisateljska, da zdi se mi z vsakim trenutkom bližje, bolj ko se z njo ukvarjam in bolj ko se srečujem z vsem tem, kar je napravila, in vedno znova naletim na kaj novega, za kar nisem vedela. Zdaj, zakaj brati, tu pa bi lahko dala vrsto odgovorov. Zdaj, mene preprosto zanimajo starejša obdobja iz slovenske književnosti, ki pa me nagovarjajo veliko bolj in so pri meni veliko bolj živa kot to, kar nastaja sočasno. Ali če povem drugače, mene sodobna literatura le redko nagovori, če sem poštena. Najbrž zato, gotovo zato, ker do tega nimam časovne distance in ker sem pač po duši literarna zgodovinarka in me zanima to, kar je bilo, da lahko opazujem potem, kot tudi profesor pove, kaj je zgodovina, da pač opazujem vzroke in posledice. To me preprosto bolj priteguje in ima to zame absolutno večji čar. Medtem ko bodo o sodobni literaturi pač morali govoriti drugi. In se pravi, tu gre po eni strani za to profesionalno zanimanje, po drugi strani pa za čisto to, kar mene osebno priteguje in fascinira. In Luiza Pesjakova je pravzaprav figura, za katero težko rečem, da ne bi pritegnila, se je vendar ženska začetkov modernejše književnosti v 19. stoletju, koliko pa je ustvarjal, prej je bila omenjena Josipina Turnograjska. Razen tega mislim, da je daleč največja, če jo primerjam s tistimi nekaj ženskami, ki so delovali v tem istem obdobju, in morda bi mi kdo zameril, ampak njen opus, ki vključuje literaturo za mlade, potem poezijo, prozo, dramatiko, je neprimerno širši kot denimo opus mlajše Zofke Kvedrove. Čeprav je vsekakor vredna pozornosti kot mnoge druge ustvarjalke, tako da tudi ta njena literarna širina je tisto, kar me pritegne. Najbrž pa, zdaj zakaj bo pa kdo bral te pesmi, tukaj pa jaz ne vem, če bi znala odgovoriti, ker literatura vsakega po svoje nagovarja. Mogoče so ti razlogi, ki sem jih navedla, zadostnejše za koga, ki tu sedi in za koga, ki bo posedel po knjigi. Morda zato, da bi tudi v sebi znova odkril otroka, ker se je meni zdelo, ko sem brala te pesmi. Morda se komu zdi smešno, ampak ko sem prebirala pesmi o živalih, sem se res zavedla tega, to, kar tudi omenjam, povezavi s Herderjem, animizma, kako pravzaprav otroci ne razlikujejo med zavestnimi dejavnostmi in jih pripisujejo tako živemu kot neživemu. In jaz sem se v nekem trenutku, in če ste opazili, sem to tudi vključila v knjigo, zavedla tega pri svojih otrocih. Tam dajem en primer, če ste bili pozorni, to so pač primeri iz mojega, če hočete, družinskega življenja, kako pač otroci pripisujejo lastnosti živih bitij in zavestnih stanj tudi neživemu. Mislim na tisto lupino, ali kaj že. Na obe verici. Ja. Hvala. Predlagam, da vse te razloge podkrepimo z branjem še ene pesmi. Prej ste omenili, da ena vam ljubih je ta o vijolicah. Bi vas mogoče kar za to prosila? Ja, vijolice sploh. Vijolice so čisto slučajno ena mojih najljubših rož. Posebej tiste divje, ki dišijo, ampak pri Luizi Pesjakovi so vijolice tudi metafora za te drobne pesmice. In seveda imajo tudi bogato simboliko, ki je tudi poznana iz krščanske tradicije. To je pa pesem Predslovje, nekakšen predgovor v pesniško zbirko. Ohranjenih je več variant v zapuščini Luize Pesjakove. Tudi več verzij je, ki so bile korekturne in so bile potem podlaga za pesniško knjigo. Ne bom prebrala cele, ker je precej obsežna, pač pa samo ta zadnji del, katerega delček je potem vključen tudi na hrbtu knjige in pravzaprav govori o tem, kaj je izvir teh njenih pesmi otrokom in kako so pravzaprav nastajale iz misli
nanje in želja, ki jih je zanje gojila. Morda dodam še to, da je ona dejansko začela pisati najprej pesmi za svoje hčerke. O tem pričujejo tudi njeni rokopisni zvezki, ki so sicer v nemščini, in se potem prav prek časopisa Vrtec obrača na vse otroke. Zdaj kitico združen vijolic je broj, od mislih mu sladkih sem tkala ovoj. Ni čudo, če v rožnati luči žari, pred duhom mislečim ste bivali vi. In kar najgorkejših želja jaz gojim, s cvetlicami dragi zdaj vam jih svetim. To kitico nate, izbirajte cvet, ki srečo povekša mladostnih vam let. Iz duše izveste poljublja vas vsak, ker žive ljubezni do vas mi je znak. Naj slednji se vašega prime srca, saj veste, da bil je v srci doma. A pazite nanj mi proseča želim, kadar pod vijolic gredico zaspim. Najlepša hvala za prebrano. Sedaj pa imamo vprašanje za naše obiskovalke in obiskovalce. Zanima me, če se je mogoče vmes komu porodilo kakšno vprašanje, ki bi ga rad zastavil našim trem gostom, če je tako kar z besedo na dan. Mislim, da smo bili dovolj izčrpni. Ja, smo bili dovolj izčrpni, sem slišala tukaj. Potem pa bi se vsem prav lepo zahvalila. In za konec vse prijazno vabim k branju danes predstavljene knjige. Če vam je bila predstavitev všeč, če bi radi izvedeli še več o naši pesnici, vabljeni k nakupu knjige, avtorica pa bo najbrž z veseljem vam tudi podpisala. Vsem trem gostom se iskreno zahvaljujem za obisko v naši knjigarni, za tako zanimivo debato. Vsem vam, dragi obiskovalci, pa prav tako za obisk in poslušanje. Vsem pa že vnaprej želim vesel kulturni praznik.